Arabskem dnevniku. Turistična ponudba za petične goste. Redefinicija minimalne plače. Zdrava delovna mesta. Ta vikend zaključek soboškega poletja. Vreme, jutri bo sončno in vroče. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Pomurje je zadnjih nekaj let zelo zanimivo tudi za zahtevnejše in petične goste z debelimi denarnicami. Da bi bili takšni gostje zadovoljni in bi se vračali še nazaj, se z dopolnitvijo ponudbe trudijo tudi v Termah Vivat. Petične goste znajo razvajati tudi v edinem 5-zvezdičnem hotelu v regiji, v hotelu Livada Prestige. V Termah Vivat dolgoročno sistemsko delajo na tujih tržiščih, predvsem nemško in rusko govorečih, zadnje čase pa tudi na arabskem trgu. To pomeni, goste, ki prihajajo iz teh trgov, imajo določene posebnosti, s katerimi jih mi moramo zadovoljiti z našimi storitvami. To pomeni, če se obrnemo na arabsko tržišče, tudi že zaradi kulturnih razlik, poskrbimo na ta način za njih, da pripravimo hrano na poseben sistem po halal sistemu. Tudi v sobah imamo Koran, kible, ki jih oni rabijo zaradi verskih prepričanj, kar je pa posebnost Term Vivat, ki jih lahko zagotovimo samo mi v slovenskem tržišču, da lahko za ženske omogočimo ženskam ločeno kopanje v našem novem notranjem bazenskem kompleksu. Saj, kot vemo, se ženske kopajo z njihovega tržišča ločeno. Iz arabskih držav pogosto prihajajo družine z 20 ali več člani. V Termah Vivat imajo dolgoročno cilj privabiti čim več takšnih gostov. Vsi skupaj moramo delati na teh trgih, da bomo lahko predstavili Slovenijo, ki je kot destinacija, majhne države, čistoča, pitna voda, teh stvari, ki so samoumevne, da predstavimo na teh trgih, in na dolgi rok se mi obetamo vsako leto med 3 do 5% gostov z arabskega tržišča, vendar to v razmaku od 2015 do leta 2020. Sezona tudi letos ni slaba, še doda Tilen Grah. Za letos smo gostili že 2 skupini arabskih gostov, ki so se odločili za bivanje pri nas, vendar to pomeni, njihova lokacija je bila pri nas v Termah Vivat, ampak kot sem prej omenil, so potovali tudi po celi Sloveniji ter Avstriji, saj si hočejo v zelo kratkem času gledati zelo veliko destinacij. Edini 5-zvezdični hotel v regiji pa svojim gostom nudi vrhunske usluge. Ja, naše suite so sestavljene predvsem iz 2 bivalnih prostorov, iz dnevnega prostora, v katerem se nahajamo sedaj, iz spalnice, kjer gosti prenočijo. Seveda mora biti v sobi tudi kopalnica. Posebnost naših kopalnic v hotelu Livada Prestige je ta, da je gostom na voljo v vsaki sobi tudi edinstvena črna termomineralna voda in pa čudovitega balkona, v tem primeru s pogledom na naše čudovito kopališče in pa na golf igrišče, ki ga gosti tovrstnih hotelov tudi z veseljem uporabljajo. Povpraševanje po tovrstnih storitvah se iz leta v leto povečuje. Smo z povpraševanjem in zasedenostjo hotela Livada Prestige zelo zadovoljni, predvsem v letošnjem poletju, kakor seveda tudi prejšnje mesece in pa obdobja leta. Tako da moram povedati, da je zasedenost primerna povpraševanju, ki je vedno večje. Je pa seveda tudi pomembno to, da ti gosti ne pridejo zaradi tovrstnih sob, ampak pridejo zaradi 5-zvezdičnih storitev. Za njih je pomembno, da lahko igrajo golf, za njih je pomembno, da se družijo z prijaznimi, naravno prijaznimi prekmurskimi ljudmi. Zelo pomembna je naša domača prekmurska kulinarika, ki tukaj v tem hotelu dajemo veliko pozornost, in pa vse tisto, kar lahko počnejo tako v hotelu, od naših edinstvenih wellness storitev do okolice, torej spoznavanja Pomurja. To so namreč gostje, ki imajo natančno predstavo, kaj bi tu radi doživeli oziroma vedo, kaj so v podobnih hotelih doživeli drugje po svetu, še dodaja Magdič. Svobodni sindikati se še vedno borijo za spremembo zakona o definiciji minimalne plače. Kot pravijo, se delavcem, ki imajo dodatke zaradi neugodnega delovnega časa vključene v minimalno plačo, godi krivica. Podpise v podporo redefiniciji minimalne plače so sindikati začeli zbirati že v praznovanju praznika dela. Takrat nam je predstavnica soboškega sindikata povedala naslednje. Ti delavci tam nekje do 5. tarifnega razreda marsikje dobijo tako minimalno plačo kot delavec, ki je v 1. tarifnem razredu.
Zakaj? Predvsem zaradi tega, ker v minimalno plačo spadajo vsi dodatki razen nadurno delo. Tako delavci, ki delajo nočno delo, dobijo takšno plačo, kot če bi delali samo dopoldan. Oziroma, da izpostavim tudi trgovce oziroma tiste delavce, ki delajo ob nedeljah in praznikih. Tudi ta dodatek se všteva v minimalno plačo in dejansko potem delavci dobivajo minimalno plačo in sicer tam slabih 600 evrov neto. To pa mislim, da za ta čas ni dovolj, da bi ljudje lahko preživeli, ker mislim, da delavci morajo tisti, ki delajo, dobiti plačo, da živijo, ne pa da preživijo in životarijo. In mislim, da bi tu zdaj res bilo potrebno, da delavci stopimo skupaj, da zberemo te podpise, če se pač na drugi način ne da to urediti. Do sedaj so prejeli več kot 30 tisoč podpisov podpore, kar pa ni dovolj za začetek zakonodajnega postopka, saj morajo biti podpisi overjeni. Sindikati bi radi tako čim prej zbrali 5 tisoč overjenih podpisov podpore njihovemu predlogu, da bi lahko spremembe zakona o definiciji minimalne plače stopile v veljavo s 1. januarjem 2016. Kot poudarjajo, ne gre za dvig minimalne plače, ampak za izvzem dodatka za neugoden delovni čas iz sedanje definicije. Junija je več kot 36 tisoč ljudi, okoli 6% vseh zaposlenih, prejemalo minimalno plačo, ki že sama po sebi ne zagotavlja dostojnega življenja. S še bolj številčnejšim pristopom k oddaji podpisov bodo sindikati ponovno začeli 1. septembra. Ta teden je na Gospodarski zbornici Slovenije bila druga mednarodna konferenca Dan delodajalcev, v okviru katere je bila slovesno podpisana tudi iniciativa za zdrava delovna mesta. Za izboljšanje zdravja zaposlenih se je zavezalo tudi podjetje Saubermacher Kommunala iz Murske Sobote. Z memorandumom Iniciativa za zdrava delovna mesta želijo na Gospodarski zbornici Slovenije s svojim projektom krepiti strateško partnerstvo za izboljšanje zdravja zaposlenih pri delodajalcih v Sloveniji. K podpisu so povabili kar nekaj slovenskih podjetij. Med 7 podpisniki memoranduma se je znašlo tudi podjetje Saubermacher Kommunala iz Murske Sobote. Iniciativa predstavlja poziv vsem gospodarskim družbam, podjetjem in podjetnikom, organizacijam in drugim pobudam, da sodelovanjem in dejavnim pristopom k izboljšanju delovnega in širšega družbenega okolja prispevajo k zmanjšanju in preprečevanju posledic zaradi nezgod na delovnem mestu ali poklicnih bolezni ter zmanjšanju psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, upoštevajoč svoje zmožnosti. Za okoli 174 tisoč učencev in 75 tisoč dijakov se v torek začenja novo šolsko leto. Za dijake glede na leta prej večjih posebnosti ne bo, bo pa nekaj novosti za osnovnošolce. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki pa še niso dokončni, bo v torek v šolske klopi prvič sedlo 21.807 učencev, kar je največ v zadnjih 10 letih. Novo šolsko leto pa prinaša številne novosti v šolskem sistemu. Največ novosti v osnovnih šolah se letos obeta pri tujih jezikih in izbirnih predmetih. Letos se je povečalo število osnovnih šol, kjer se bo v drugih razredih kot obvezen predmet poučeval tuji jezik. Skupaj bo tako omenjeni predmet v drugem razredu poučevalo 154 šol, kar je dobra tretjina vseh. Spremembe pa se obetajo tudi v višjih razredih. Nadaljevalo se bo sicer uvajanje neobveznih izbirnih predmetov v 5. in 8. razred. V šolskem letu 2016-2017 pa se bo poučevanje neobveznih izbirnih predmetov začelo še v 6. in 9. razredu. V novem šolskem letu bodo ukinjene tudi 4 podružnične osnovne šole, med njimi tudi podružnica osnovne šole Beltinci v Melincih. Za srednje šole večjih sprememb v novem šolskem letu ne bo. Letos naj bi po napovedih ministrstva bilo dijakov le okoli 75 tisoč.
Na Trgu kulture v Murski Soboti se ta vikend končuje niz glasbenih dogodkov, ki so skozi mesec julij in avgust potekali v sklopu projekta Soboško poletje. Danes večer se lahko prepustite zvokom slovenske glasbene skupine A Ticket to Ride. Jutri pa bodo na velikem odru nastopili mladi talenti v okviru projekta Si vipaš. Skupina A Ticket to Ride, ki ta petkov večer razvaja občinstvo v Murski Soboti, je bila ustanovljena lansko leto, člani pa so večkratni nagrajenci različnih tekmovanj po Sloveniji in tujini. Jutri pa bodo na velikem odru nastopili mladi talenti. Glasbena prireditev Si vipaš, kateri idejni vodja je pomurska glasbenica Mojra, se bo na Trgu kulture pričela ob 10. dopoldan. Pred leti je Mojra zasnovala glasbeno prireditev Si vipaš, namenjeno mladim, ki na svoji poti iščejo možnosti izražanja na umetniškem področju. Prireditev je postala stalnica soboškega poletja. Tudi letos se bodo predstavili mladi iz Pomurja z avtorskimi skladbami ter slovenskimi in tujimi uspešnicami. Tema prireditve je ljubezen, veselje, sreča, iskrenost, čustva in vrednote, ki jih v današnjem času velikokrat zanemarjamo. S prireditvijo Si vipaš se bo soboško poletje za letos od nas tudi poslovilo. Pa si spoštovani, ob koncu dnevno informativne oddaje oglejmo še, kakšne vremenske spremembe se nam obetajo v prihodnjih dneh. Danes je bilo pretežno jasno. Opoldne so najvišje temperature izmerili v Lendavi, kjer je bilo 28 stopinj Celzija. Stopinjo manj je termometer pokazal v Murski Soboti, 26 stopinj je bilo v Radencih, na Goričkem pa je samodejna merilna postaja opoldne izmerila 24 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro jasno, izmerili bomo 14 stopinj Celzija. Čez dan bo sončno in vroče, saj se bo ozračje ogrelo na 31 stopinj Celzija. V nedeljo, ponedeljek in torek bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Vroče bo, saj bodo termometri vse dni čez dan pokazali tudi 32 stopinj Celzija. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili v zadnjem pomurskem dnevniku tega tedna. Ne pozabite na nas tudi prihodnjič, do takrat pa se imejte kar se da lepo in prijetno. Srečno!